Lepo pozdravljeni v novicah tedna. Tudi tokrat so ga zaznamovali mnogi dogodki, spomnili pa se ga bomo tudi po tem, da smo dobili 4. osebnost leta vašega kanala. Primožu Jeraliču, Gregorju Zagorcu in Leopoldu Pungarčarju se je v četrtek v naši akciji, v kateri izbiramo osebnosti meseca za osebnosti leta, kot osebnost leta 2019 pridružila še Leja Marija Colarič Jakše. Osebnost leta 2019 po izboru gledalcev televizije Vaš kanal je doktorica Leja Marija Colarič Jakše. Tako smo slovesno razglasili zmagovalko. Dekanja Visoke šole za upravljanje podeželja Grm je lani postala ambasadorka cvička, zato ste jo gledalci in gledalke izbrali za osebnost maja in ji največ glasov namenili tudi v boju za osebnost leta. Veliko presenečenje, zelo sem ganjena, pomeni priznanje mojemu dosedanjemu delu in tudi velika obveza za naprej, da bom delovala na področjih, na katerih delujem, da bomo zaključili z zastavljenimi vsebinami, da bomo odprli nove in podobno, ter soustvarjanje v širšem družbenem prostoru. Sem ponosen, ampak predvsem pa sem vesel. Nekako večkrat rečem, če bi bil jaz toliko deloven kot moja žena, potem verjetno ne bi bilo omejitev zame. Tako da je tudi priznanje za neko delo do sedaj. Letošnja zaključna slovesnost je potekala v Mirni Peči. Tako da smo zelo veseli, da se je Vaš kanal odločil, da to prireditev opravi pri nas v našem muzeju Lojzeta Slaka in Toneta Pavčka. Na ta način še dodatno pripomore k promociji tega muzeja. Dogodek sicer predstavlja tudi uvod v jubilejno leto naše medijske hiše, v katerem praznujemo 30-letje delovanja naše televizije. Bila je res veličastna prireditev, bil je in bo odmeven dogodek. In nekako največje plačilo, največja radost, največje zadoščenje, da delamo take projekte, da delamo dobre zgodbe, je ravno v tem izjemnem zadovoljstvu vseh nocoj prisotnih. Akcijo sicer vodimo že 5. leto. Kandidatov za osebnosti meseca, ki se zaključi z izborom za osebnost leta, pa ne zmanjka. Mi gledamo pri tem na to, kako je neka oseba s svojim načinom življenja odmeva v življenju, v družbi nasploh in kako lahko doprinese k boljšemu danes in k boljšemu jutri. In tako vsako leto dobimo 12 osebnosti meseca. Vsaka ima svojo zgodbo. Ki je enkratna, ki je neponovljiva, ki je navdihujoča, ki nam je lahko v nekem trenutku, ne glede na to, z katerega področja prihaja, zgled. Prireditev je naša ekipa v celoti posnela. Na programu vašega kanala si jo poglejte naslednjo soboto ob 8. zvečer. Zvrstilo se je tudi nekaj pomembnih gospodarskih tem. Občina Metlika je iz naslova razvoja regije že lani uspela pridobiti 1,5 milijona evrov za ureditev 2 poslovnih con in kanalizacijskih sistemov v mestu Metlika. Vseh 3 projektov se bodo lotili v letošnjem letu. Še ta mesec bodo stekla gradbena dela v osrednjem delu industrijske cone Beti, ki jo želijo sanirati ter infrastrukturno posodobiti in nadgraditi. Danes sta namreč župan Darko Zevnik in predsednik uprave podjetja CGP iz Novega mesta Martin Gosenca podpisala pogodbo o izvedbi naložbe. Sam projekt je težak 432 tisoč evrov, od tega 90% nepovratnih sredstev strani evropskega proračuna in pa slovenskega proračuna, razlika je samo DDV, ki ga plača občina. V sklopu tega projekta pa bomo uredili 2 novi dostopni cesti, uredili bomo tudi kanalizacijsko in vodovodno omrežje. Naložbi pa se bosta pridružila tudi Telekom Slovenija s položitvijo kabelske kanalizacije za optično omrežje in Elektro Ljubljana z izgradnjo novih trafopostaje in kablovoda. Dokončanje del je po pogodbi predvideno konec maja naslednje leto, ampak verjamemo, da nam bo uspelo prej. Projekt sam po sebi ni zahteven, pravi Gosenca, vendar bo potrebnih veliko usklajevanj, saj je v halah zelo veliko prepletenih vodov. Vi, ko hodite po teh halah, je to en tak labirint, kjer so in hale prepleteno, vodovodi, kanalizacije dotrajane.
Nekatere hale bo potrebno porušiti ali pa temeljito obnoviti, dodaja Čibejeva, sicer vesela, da se je občina lotila izgradnje gospodarske infrastrukture. Mi smo res edini preostali del Beti in za svoje potrebe potrebujemo zgolj manjši del, nekje to 10 000 kvadratnih metrov veliko halo. Vsi ostali prostori pa so bili, da tako rečemo, prepuščeni, zobu časa, propadanju. Celotno območje nekdanje Beti obsega 80 000 kvadratnih metrov površin. Pokritih pa je skupno 30 000. V njih pa poleg Beti Preje že deluje 6 novih podjetij. Zdaj zelo v grobem je na razpolago še od 3 do 6 tisoč kvadratnih metrov, ki jih mi tudi nekako oglašujemo. Komunalno opremljene površine bodo zagotovo privabile naložbenike iz drugih okolij, so prepričani v Metliki. Slovesno je bilo v črnomaljski občini, ki prihodnji teden praznuje občinski praznik. Tam se lahko pohvalijo, da ima kar 98% njihovih občanov dostop do zdrave pitne vode iz vodovodnega omrežja. V torek so slovesno namenu predali še zadnji kilometer vodovoda v krajevni skupnosti Adlešiči. Gre za vodovod, ki bo omogočil zanesljivo oskrbo s pitno vodo 11 krajanom redko naseljene vasi Pobrežje, ki se razprostira ob nekdaj pomembnem gradu, tik nad reko Kolpo. 3 vikendi, 4 hiše. In smo veseli, današnji dan je zgodovinski dan. Takole so iz hidranta simbolično natočili prve kozarce vode, ki so je bili veseli tudi otroci. Hiteli so točiti vodo in nam zatrdili, da je dobro. Ja, tudi. Dobro. 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 Vrednost naložbe znaša skoraj 170 000 evrov. Večino denarja pa je občina Črnomelj pridobila po 23. členu Zakona o financiranju občin iz državnega proračuna. Za takšne naložbe, pomembne za ohranjanje podeželja, ni nobena naložba predraga, je poudaril župan Andrej Kavšek in dodal. Posebej pa me veseli, da je tu dol tudi turistična dejavnost in vemo, da turizma ob Kolpi brez pitne vode, turisti danes smo zahtevni in pitna voda mora biti in sem še toliko bolj vesel, da smo na ta način omogočili nadaljni razvoj kampu in družini Kuzma. Družini, ki že več let razvija turizem ob Kolpi, na idilični lokaciji ob jezu ter nekdanjem grajskem mlinu in žagi. Vodovod jim seveda veliko pomeni. Tega do zdaj ni bilo, so bili kemični veseji, zdaj bomo po veseji tudi redili vodo. In upamo, da bo vsako leto je več gostov, upamo, da bo zdaj še več. Krajani pa bi bili veseli tudi, če bi se kdo lotil obnove nekdaj mogočnega gradu Pobrežje, ki žalostno propada. In če bi dobili zdravo pitno vodo iz vodovoda tudi v zidaniškem naselju Prilošnik. Samo nekaj prebivalcev še dejansko na novo naseljenih brez vode, ampak to se tudi rešuje z nekimi pobudami in jaz pričakujem, da bo v roku 5 let tudi ta zadeva rešena. Pravi zadovoljni predsednik krajevne skupnosti Adlešiči. Zadovoljni pa bodo tudi malčki in šolarji, ki se trenutno soočajo s prostorsko stisko. V novomeškem vrtcu Ciciban je ta čas skoraj 700 otrok, 2 skupini sta v varstvu enoti na Lešnici, ki pa je dolgoročno ne bo več. V prizidku v osnovni šoli Otočec bo namreč zrasel nov vrtec, za katerega je občina že oddala vlogo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Tam bo mest za predšolske otroke več, bodo pa dodatne nujno potrebne prostore pridobili tudi šolarji. Ne gre le za pridobitev za malčke, ki se bodo preselili v lepe sodobne prostore, ampak je naložba pomembna predvsem z vidika velike prostorske stiske šole z 273 učenci. 2 oddelka imata namreč pouk v Petrovem domu v Šentpetru. Znotraj šole smo že prejšnja leta reševali z organizacijo urnika, tako da imajo učenci predure in potem pouk tudi 6. in 7. uro, večkrat pa pouk v neustreznih in premajhnih prostorih.
Težave bodo rešili z novim prizidkom. Spodaj bodo 3 oddelki vrtca, zgoraj 6 učilnic in kabineti, podstrešni prostor pa bodo morda preuredili v novo šolsko knjižnico, pravi Rožmanova. Novi vrtec na Otočcu bo sicer organizacijska enota šole in ne več vrtca Ciciban. Verjamemo pa, da se bo pod osnovno šolo Otočec organiziralo prav tako kakovostna vzgoja in varstvo predšolskih otrok. Prihodnji mesec bodo tako starši svoje otroke še vpisovali v enoto na Lešnici. Za september 2021 pa upajo že v nov vrtec. Ob pridobivanju gradbenega dovoljenja se tudi izdelujejo projekt za izvedbo, torej PZI dokumentacija. Ko bo ta pripravljena, gremo v razpis. Mi računamo, da nekasneje aprila bo javni razpis objavljen. Ko dobimo izvajalca, pa steče tudi gradnja. Če ne bo zapletov, poleti ali zgodaj jeseni, ocenjuje. Prizidek naj bi okvirno stal od 3 do 4 milijone. V sredo smo poročali o podrobnostih sobotnega požara v kompleksu Term Čatež, kjer je pogorel gostinski lokal. Pri kriminalistični preiskavi je bilo ugotovljeno, da sta 2 osumljenca najprej vlomila v gostinski lokal, ga preiskala in nato zaradi uničenja sledov tudi povzročila požar. Zatem sta poiskala zdravniško pomoč v brežiški bolnišnici. 19 in 27-letna osumljenca z območja Krškega je policija pridržala. Zoper 19-letnega osumljenca je policija v zadnjih 4 letih podala 38 kazenskih ovadb za različna kazniva dejanja, predvsem z področja premoženjske kriminalitete. Zoper 27-letnega osumljenca pa je policija podala 17 kazenskih ovadb tudi za istovrstna kazniva dejanja. Obravnavali so ju tudi za kazniva dejanja povezana z grožnjami, lahkimi telesnimi poškodbami in nasiljem. Za poskus velike tatvine jima grozi do 5-letna zaporna kazen, za požar pa od 1 do 10 let. Ste kakšno gotovino odnesli iz lokala? Glede na to, da je lokal v celoti pogorel, ne vemo, ali sta odnesla gotovino, oziroma tega podatka nimamo. Gmotna škoda je vsekakor velika, a Božičnik o številkah ni govoril. Oko naše kamere je zabeležilo še eno škodo, in sicer v sevniški občini. Potok Sevnična, ki iz planine priteka v Sevnico in se pri tovarni Tanin zliva v Savo, je ob naraslih vodah povzročil že veliko škode. Občina in Direkcija Republike Slovenije za vode sta pripravili ustrezno dokumentacijo za sanacijo brežin potoka na obrobju mesta, imenovanem Šmarje. Dela na terenu bodo začeli v kratkem, se so v sredo z izvajalcem podpisali tripartitno pogodbo. Sevnična je na levem bregu največji pritok Save v občini in širše. Potok je hudourniškega značaja in poplave leta 2005 so povzročile veliko škode. Interes, potreba, nuja je, da se uredi poplavna varnost, zmanjša ta poplavna ogroženost, zato je tudi občina pristopila k pripravi te projektne dokumentacije, zato da smo pospešili realizacijo tega projekta ureditev poplavne varnosti Sevnične v Šmarju. Ob usklajevanju projekta je občina prevzela še pridobivanje soglasij za izvedbo del od lastnikov nepremičnin ob potoku. Sama dela obsegajo poglobitev dna struge, razširitev dna in pa obnovo in nadvišanje obrežnih zidov. Izvedba teh del je vredna slabih 1,7 milijona evrov, gre pa za regulacijo v dolžini 1200 metrov. Glede na težavnost gre za zahteven projekt, ki bo moral krotiti moč vode, je povedala direktorica izvajalskega podjetja Rafael. To sevniško podjetje je bilo izbrano zaradi preteklih izkušenj, saj so sodelovali pri gradnji savskih elektrarn. Se pravi, vode nam niso tuje, brežine, struge nam niso tuje, tako da kle smo doma. Ne bojim se tega projekta, je pa zahtevna zadeva, ker delamo med prebivalci ljudmi v neposrednji bližini njihovih objektov, vrtov in verjamem, da so to take zadeve, ki bolijo, če se bo kaj zgodilo, kar ne bo pričakovano. Vendar se bodo skušali takim situacijam izogniti, saj si bodo pred začetkom del temeljito ogledali teren. Stroji ob strugi bodo zabrneli predvidoma v marcu, rok za dokončanje pa je oktober 2021.
Tudi v trebanjski občini smo bili. Tamkajšnja knjižnica Pavla Golije se sooča z veliko prostorsko stisko. Dolgoročno rešitev predstavlja izgradnja nove knjižnice, ki je načrtovana v sklopu kulturnega centra, kratkoročno pa so težave rešili s selitvijo upravne in strokovnih služb ter arhiva v nove prostore. Knjižnica tako zdaj deluje na 3 lokacijah. S preselitvijo upravno-strokovnih služb in arhiva na druge lokacije so izpraznjene prostore v knjižnici temeljito prenovili. Od preplastitve tal, beljenja, novih napeljav, IKT in elektrike, opremili s knjižnimi policami in tako pridobili kar 80 kvadratnih metrov novih površin, ki smo jih namenili uporabnikom. Tako je svetlejšo podobo dobil oddelek za odrasle, bolj odprt je oddelek za najmlajše, knjižnična zbirka je zadihala, uredili so tudi Golijevo spominsko sobo. Dela so stala 36 tisočakov. Kljub prerazporeditvam pa prostorska stiska ostaja. Zavedati se moramo, da ima recimo samo mesto Trebnje z vsemi kraji, ki spadajo v občino Trebnje, kar 13 tisoč prebivalcev in za tako populacijo bi morala imeti osrednja knjižnica 1500 kvadratnih metrov. Ima pa jih le dobrih 500. Ob knjižnici, ki bo prihodnje leto praznovala 90 let, so se sicer razveselili novega parka s prireditveno ploščadjo in skulpturami Galerije likovnih samorastnikov Trebnje. Zato smo zasnovali park, kjer smo v prvi fazi naredili prostor za 9 skulptur likovnih samorastnikov, v drugi fazi, ki je predvidena v naslednjem letu, bomo pa ta park še razširili in naredili prostor še za dodatne skulpture in mislim, da bomo končno dobili prostor, ki bo za Trebanjce primeren, kar se tiče samega zbirališča za kulturne prireditve. Pa tudi z vidika skulptur, ki so po 20 letih samevanja v depoju vnovič na ogled obiskovalcem. Ne le osebnosti leta, še športnika leta smo dobili v tem tednu. V Trebnjem so v sredo razglasili najboljše športnike občin Trebnje in Mirna. Športnik leta 2019 je postal rokometaš Staš Skube, športnica rokometašica Maja Vojnovič, ekipa pa badmintonski klub Mirna. Badmintonski klub Mirna je ekipa leta že vrsto let zapored. To jim pomeni: za nas je kar dodaten izziv, saj nobena nagrada ni večna, zmer se moraš dokazovati, tako da upamo, da naslednjo leto spet. Vojnovičeva je članica prve ekipe rokometnega kluba Krim in članica slovenske ženske rokometne reprezentance. Velik dosežek, kjer bo tudi nova ta nagrada, kjer bo stala v moji sobi, kjer ljudje vidijo moj napredek z vsakim letom, kjer napredujem. Skube je lani z ekipo iz Vardarja postal evropski klubski prvak v rokometu. V njegovem imenu je priznanje prevzel oče. Navijači pa so največ glasov namenili nogometašici Emi Erman. Ja, to me samo še spodbuja, da delam še naprej tako, kot sem zdaj, da še zmeraj vztrajam pri nogometu in da dam vse od sebe zmeraj. Ob tej priložnosti so razglasili tudi druge dobitnike priznanj. Podeljujemo nagrade tudi mladim športnikom leta, najboljšim trenerjem, tistim, ki so posebne dosežke dosegli v športu in tako naprej. Podelili so tudi plaketo za delo v športu, ki jo je prejel profesor športa Alojz Radelj, brez katerega si v Trebnjem športa, še zlasti rokometa, ne znajo predstavljati. V sosednji občini, natančneje v Žužemberku, pa so že 24. leto zapored postavili na ogled in pokušino vse najboljše, kar ponuja Suha krajina. Razstava suhokranjskih dobrot, ki jo prirejajo v tamkajšnjem društvu kmečkih žena, je spet navdušila svojo raznolikostjo in izvirnostjo. Članice društva se vsako leto pred razstavo udeležijo kuharskega tečaja, kjer se naučijo novih kuharskih spretnosti, k sodelovanju pa povabijo tudi druga lokalna društva. Na tej razstavi imamo vse dobrote, kar znajo izpod rok naših kmečkih žen. So vestne, dejavne in mogoče tudi kakšna stvar ostala doma, zato ker tudi ni uspela. Mora biti tudi za oko, čeprav je okus več kot dober, za oko pa ni. Mislim, da je tradicionalna Suha krajina usmerjena v
domačo kulinariko, v preprostost, v trdo delo. Izročilo se je prenašalo iz roda v rod, še iz otroških let se spominjam, kako so imele določene gospodinje ugled. Prireditev je svojo skoraj četrt stoletja dolgo tradicijo postala prepoznavna tudi izven lokalnih meja. Vse pohvale kmečkim ženskam, seveda predsednici društva, da tudi svojo promocijo tudi bogatijo kulturo in pa seveda sodeluje z ostalimi društvi in pa seveda z občino Žužemberk, da je še bolj prepoznavna, kot je. Večina jedi, ki veljajo za klasične suhokranjske dobrote, pa se skozi čas niso bistveno spremenile. Potice so potice, šarkeljni, razne vrste kruhov, seveda pa prihajajo nove možnosti z različnimi materiali, ki jih takrat ni bilo. Več pride do izraza njihova ustvarjalnost, ideje, ki jih tudi dobijo. Karkoli že delaš, je najpomembnejše, da to delaš z ljubeznijo, so poudarili na prireditvi. Prav ta ljubezen do svojega dela pa žene tudi Žužemberško društvo kmečkih žena, da ohranjajo in širijo svoje poslanstvo. Še vedno pa je odmeval tudi kulturni praznik. Novomeški simfonični orkester deluje že 30 let in v znamenju 3 desetletij je bil tudi njihov tradicionalni koncert na predvečer slovenskega kulturnega praznika. Kot vsako leto so obiskovalci tudi letos zasedli zadnji kotiček v športni dvorani Marof. Nekateri so prišli celo uro prej, da so dobili sedež. Tudi takole s kartami, da počakamo, ker je zmeraj ful gužva in polna dvorana, da poka po šivih. Tega se z veseljem udeležimo, cela družina, tako da to, kar ohranimo, bom rekel, iz leta v leto. Mi smo drugo leto tukaj, ko igra naša prijateljica v orkestru. Kršči igra v orkestru med drugim, drugače pa zelo lepa predstava, lep dogodek, ki ga bi bilo škoda zamuditi. Vsako leto iz spoštovanja do kulturnega praznika pa do našega Franceta Prešerna. Obiskovalci so tudi letos za izvedbo pesmi slovenske in svetovne glasbene zakladnice 90-članski orkester pod vodstvom Mira Sajeta nagradili s stoječimi ovacijami. Čudovit koncert, veliko truda je bilo vloženega, veliko ustvarjalcev, bom rekel, od scenaristov do voditeljev, do glasbe, scene, tako da res se je lepo poklopilo. Ob tej priložnosti je za dirigentsko palico vnovič poprijel ustanovitelj orkestra. Jaz sem ta orkester dolg vodil 16 let. Bil sem potem tudi ravnatelj 35 let, tako sem bil s tem skozi stiku. Tako sem se pa tudi ukvarjal ogromno z glasbo, tako da mi je to meni zelo prijetno. Podelili so tudi 5 priznanj profesorjem, ki so del orkestra že 30 let in plaketo, ki jo je prejel Sandi Franko za 10 let vodenja orkestra. Vesel sem, da je vodstvo šole prepoznalo to in da se je spomnilo na ta način. Koncert je predstavljal tudi uvod v praznovanje 100-letnice novomeške pomladi. Nekako smo tako zastavili, da bojo se zdaj vrstili dogodki skozi celo leto, pa vendar je kulturni praznik ta posebna priložnost, na kateri bomo izpostavili to novomeško kulturno ustvarjalnost. Naša televizija je koncert v celoti posnela. Posnetek si poglejte na našem programu predvidoma ta konec tedna. Za konec smo prihranili 2 novici iz Krške občine. Na sredinem izboru za Zlati kamen 2020 je občina Krško med 11 finalnimi občinami prejela naziv razvojno najprodornejše občine v regiji od Koroške do Posavja. Zlati kamen si je prislužila občina Idrija. Kot so zapisali v obrazložitvi, je občina Krško gonilna sila širšega slovenskega projekta Pametne vasi za jutri. Izpostavili so še koncept mestnega marketinga, sveže prijeme pri razvoju turizma, projekta oživljanja mestnega središča s pomočjo obrti in Varuj vodo ter dodali, da Krško izstopa pri delu z mladimi in pri vključevanju občanov v upravljanje. Pa še skok v Brestanico, kjer letos mineva 500 let, odkar se je tam rodil prvi slovenski slovničar Adam Bohorič. V Kulturnem domu Krško so skupaj s partnerji, med katerimi je tudi posavska podružnica protestantskega društva, zasnovali program praznovanja Bohoričevega leta. Predviden je niz pogovornih večerov v Kulturnem domu, strokovna predavanja v Mestnem muzeju, v Valvazorevi knjižnici pa bodo na literarnih ustvarjalnicah gostovali ugledni pesniki in pisatelji.
Naslednji programski sklop oziroma eden pomembnejših pa je izdelava stripa, zaenkrat z delovnim naslovom Protestanti v stripu, kjer smo v sodelovanju pridobili Boštjana Gorenca Pižamo. Finančno breme številnih dejavnosti v Bohoričevem letu je na plečih občine in njenih zavodov, saj zaenkrat z kulturnega ministrstva ni obljube o sofinanciranju programa. Lahko rečem, da smo Slovenci mogoče malo preskromni in se teh ljudi, ki so veliko pomenili v naši zgodovini, nam tudi dali neke temelje slovenskega jezika in Slovencev nasplošno kot naroda, da se jih mogoče malo premalo spominjamo. Smo mogoče tudi malo premalo ponosni na njih. Obeležje Bohoričevega leta tako prinaša pomembno spremembo, saj je na pobudo slovenskih filatelistov izšla spominska znamka, brežiški klub Verigar pa je pripravil Maksimum karto. Ki se sestoji iz 3 elementov. To se pravi razglednice kot take, znamke v obletnici 500-letnice in tule od spodaj je tudi žig. 500-letnica, prvi dan, Krško, v stvari Brestanica. V Posavskem muzeju pa bo v kratkem Banka Slovenije predstavila spominski Bohoričev kovanec, v Mestnem muzeju Krško pa bo začasno na ogled izvirna izdaja Bohoričeve slovnice, ki jo hrani Narodna univerzitetna knjižnica. Pester teden je za nami, vsaj kar zadeva novice. Preživite lepo nedeljo in si naberite moči za naslednjega.